Drage gledalke, spoštovani gledalci, dober večer. Sem Bojan Požar, vi pa gledate oddajo Faktor na TV3. Oddajo, ki resnica boli, komentarji še bolj. Mesto Maribor se je že 28. maja razglasilo za območje brez okužbe z koronavirusom. Danes se je pa razvedelo, da je bil med gosti teniškega turnirja v Zadru, kjer so igrali Novak Djokovic in drugi, poleg Bolgara Grigorja Dimitrova in Hrvata Borne Čorića pa se je okužila še kupica drugih ljudi. No, Djokovic je testiranje v Zadru sicer zavrnil, tudi mariborski župan Saša Arsenović, ki je zdaj tam na dopustu. Arsenović pravi, da je med gledanjem teniških turnirjev skoraj sam sedel na VIP tribuni, da ni bil v stiku z igralci, niti z organizatorji, da se dobro počuti in da se bo testiral šele v sredo. Če se mu bo zdravstveno stanje poslabšalo, pa bo ostal doma. Toda spomnimo, med prvim valom koronavirusa se je že okužil mariborski podžupan Samo Medved, ki je takrat smučal v Italiji. In bila bi res ironija usode, če bi v mesto, ki se je med prvimi razglasilo za območje brez okužbe, drugi val novega koronavirusa prinesel nihče drug kot župan, in to za dopusta. Držimo pesti, da bo vse okej. Danes pa se z nami Igor Omerza, avtor knjige Udba in akcija Sever, ter naš stalni komentator Rado Pezdir. Pogovarjali pa se bomo seveda o Igorjevi najnovejši knjigi. Torej, Rado in Igor, lepo pozdravljena. Zdaj, da pokažem na hitro začetku, tole je knjiga Igorja Omerze, najnovejša knjiga. Igor, katera po vrsti? Mislim, da 15. Misliš, da 15, ali si rekel 15? Ne vem. Ne veš, v redu, vzamemo kot 15. Ja. Ampak, Rado, prvo vprašanje zate. No? Bral sem tvojo recenzijo knjige v reviji Reporter danes in tam si zapisal, da je to po tvojem mnenju najboljša, oziroma med najboljšimi knjigami Igorja Omerze doslej. Ne? Ja, pa me zanima, zakaj, no? Jaz mislim, da je to posledica tega, da je Igor živel v teh prelomnih 80 letih preteklega stoletja in da to tudi prepogosto pozabljamo, jih je pravzaprav soustvarjal z svojim celotnim angažmajem v tedanji tako imenovani alternativi. In mislim, da je ravno ta osebna izkušnja, ki jo ima Igor, dela pri njemu zelo dober nek refleks pri knjigah, ki jih piše v 80-ih. Tudi afera JBTZ, ki jo je napisal, je bila vrhunska, ker je prvi dokazal dejanske sheme, ki so se tam zgodile. Jaz seveda kot nekdo, ki preučuje delo Uprave državne varnosti in Službe državne varnosti, vsekako zelo cenim Igorjeve zgodbe, ki jih popisuje iz tega fokusa delovanja Udbe. Ampak 80-ta so definitivno neprecenljiva, ko se jih loti Igor Omerza. Zdaj, Igor, to drži, da je to tvoja prednost, ker pišeš o letih oziroma obdobju, ki si ga tudi sam soustvarjal. Gotovo, ker jaz tudi poznam kakšne anekdote, da tako rečem. Ne samo ta suhoparna dokumentarna ozadja. Tudi vem, kaj se je dogajalo, rekel, na tej človeški, običajni ravni in tudi to uporabljam, ampak bolj kot nek zabavni dodatek knjigam, zato da bi bolj privlekel pozornost bralca. Ampak a so te anekdote tudi sredstvo, oziroma je to, kako bi rekel, lahko iz tega tudi črpaš to, da pravzaprav na tak način, mislim, ker stvari poznaš, so že hkrati na nek način tudi preverjanje svojega vidika ali kako? Gotovo je zanimivo to, da se človek drugače spominja stvari, kot jih vidi v dokumentih. Si zraven, pa vidiš v dokumentih, je bilo drugače. Ja, to se zalotiš. Ker spomin je sled minljiva, kot pravi Dante, in on vedno ti nekako, oblikuješ spomine po tem, ker je tebi nekako všečno, bi rekel. In pozabiš mogoče stvari, ki niso prijetne ali pa ki enostavno jih nisi vedel. Jaz šele pol po dokumentih vidim nekatere ozadje, ki kot sem bil zraven, pa jih nisem vedel. Tako da lahko potem iz tega, iz svoje osebne izkušnje, pa z dokumentom naredim res celovito zgodbo. Zdaj v knjigi si uvodci zaupal Igorju Bavčarju, ne? Zakaj? Zato, ker je on en najpomembnejših političnih vojaških, rekel, voditeljev slovenske osamosvojitve in demokratizacije, vojaški, mislim na osamosvojitev, vojno, in jaz pišem v letih 88-89, kjer je bil Bavčar seveda kot vodja odbora ena glavnih osebnosti in tudi spremljan strani Udbe zaradi svoje funkcije. Ampak zadnjič, če sem bral, zdaj predno gremo konkretno recimo v tej knjigi, bral sem tvoj intervju na spletnem portalu, pač intervju s tabo na spletnem portalu siol.net. Tam si pač med drugim, ker si odgovarjal na tiste različne vprašanja, si enkrat vmes tudi nekako, ko bi rekel, malo potožil, malo si bil mogoče tudi ciničen nad dejstvom, da se pravzaprav ti, ki nisi zgodovinar, ki si ekonomist, zdaj ukvarjaš z razkrivanjem pa
publiciranjem te novejše zgodovine, ti objavljaš dokumente in tako dalje, zgodovinarji pa ne. Ja, to jaz ne razumem. Poglejte, imamo nekaj 100 zgodovinarjev. Dobro, ne ukvarjajo se vsi z novejšo zgodovino ali pa pol preteklo zgodovino. Ampak kako je mogoče, da jaz vsake svoje knjige objavim stotine novih dokumentov? Stotine. Arhiv je odprt pa 15 let, ga odprla Janševa vlada leta 2006. 15 let objavljam v vsaki knjigi stotine dokumentov. Ko se odpirajo dokumenti v tujini, zgodovinarji stojijo v vrsti, čakajo, da se vrata odprejo, da čim prej pride do dokumentov, da se promovirajo. Ja, za božjo voljo, to so posebej zgodovina, ki je še lahko živa, ki je interesantna, ljudje so živi in to potem pusti neko sled, neko razburjenje in to neko promocijo zgodovinarjev. Jaz bi tako rekel, tako je rekel nek pisatelj, ko je napisal knjigo o Hitlerju in drogah. Je rekel, zgodovina je preveč pomembna, da bi jo prepustili zgodovinarjem. Rado, zakaj misliš, da se zgodovinarji, slovenski zgodovinarji ne ukvarjajo za to polpreteklo zgodovino? Zato tega, ker so univerze... Neki izjem je. Očitno univerze niso pravi prostor za preučevanje zgodovine. Očitno je nekaj narobe z razumevanjem metodologije v akademskem delu, kajti nekdo, ki preučuje neko področje, postavlja hipoteze in teze, zagotovo hoče biti seznanjen z vsemi relevantnimi dokumenti oziroma fakti, ki lahko njegove teze pripeljajo do neke teoretične obdelave. Se pravi, kar hočem reči je, če večje skupine raziskovalcev, zgodovinarjev enostavno ignorirajo pojav dokumentacije, to pomeni, da imamo opravka po večini s psevdo-zgodovinarji, kar je pa podobna situacija kot pri ekonomistih. A je to po vašem mnenju kakšen strateški načrt, da se zgodovina tega ne loteva? Poglejte, jaz sem Mohorja zelo že prosila za 1000 evrov pri eni moji knjigi iz te polpretekle zgodovine. So odgovorili, da tema ni aktualna. Financirali so pa knjigo iz srednjega veka. To veliko pove. To je neumnost. Dobro, Igor, povej mi zdaj, zakaj konkretno recimo si ti lotil te teme? Akcija Udba in akcija Sever. Zato, ker mi je šlo malo na živce, ker so v Združenju Sever, ki je nastalo na osnovi te akcije, to so neke policijske strukture, in dan so priznanje za akcijo Sever. Ampak oni so iz tega naredili neko mitologijo osamosvajanja in demokratizacije, kar pa akcija Sever ni bila. In tudi potem so nagradili, Tirk nagradil Ertla za to akcijo, kot osamosvojitelja praktično. In to je vse skregano z resničnimi dogodki, ker Ertl je bil proti osamosvojitvi in ni bil demokrat. In to do konca, do 16. maja. Sej, ko je odšel, je pustil prazno pisarno, takrat je pa JLA že plenila orožje po policijskih postajah. Bi mogel vsaj to Bavčarju povedati. Bavčar je prišel prazno pisarno in tako ustavil to plenjenje orožja po policijskih postajah. To se pravi, če jaz pa razumem, si bil zdaj nekako... In je dobil nagrado. Če pa razumem, si bil nekako motiviran, zdaj ti, da pišeš to knjigo, da z nekimi dokumenti in tako dalje, z nekim zgodovinopisjem dokažeš to, kar si pravzaprav zdaj povedal, recimo. Naprimer, da je bila napačno podeljena državno odlikovanje Tomažu Ertlu. Pa tudi v knjigi dokažem, da je milica oziroma tudi Udba perfektno delovala v obrambo Slovenije pred Miloševićem, se je branila tudi obstoječi režim, nedemokratični, ampak v redu, tudi Slovenijo s tem, ampak še vedno je delovala do aprila kot podaljšek Udbe, milica. Ertl pa, kot sem rekel, do konca praktično, do 16. maja, do 17. maja, ko je predaja poslov. Jaz dokazujem, da je milica izjemno delovala in Udba v tem segmentu, da pa je seveda po tej akciji Sever oziroma po tem mitingu neuspelem še vedno delovala kot tajna politična policija oziroma milica tudi kot v enem segmentu kot podaljšek tajne politične policije. Zdaj, Rado Pezdir, oziroma Rado, ti v tej recenziji, ker sem jo pač uspel prebrati, ker knjige še nisem uspel cele prebrati, dokazuješ pač tezo, da tukaj ni šlo za nobeno akcijo povezano z osamosvajanjem Slovenije, ampak izključno za spopad med Miloševićevim delom komunistične partije in slovensko partijo. Ja, če sem jaz prav razumel, ali pa ne me popravi. Ne, drži. Igor to za prezentacijo dokumentov zelo dobro pokaže na 2 točkah in sicer prva točka je, ko se pokaže, da je vzorec mitingaštva, ki je obglavljal pokrajinske in republiška vodstva, bil izvožen v Slovenijo. Točno tak je bil
kot je bil prej v Prištini, Vojvodini in Črni gori. Ni odstopil od ničesar po vseh dimenzijah, od različnih vrst politik do novinarskih logov. In drugo, seveda, kar je zanimivo, je Igor poiskal, to so te zapisniki sej CKZKS, mislim, da je to, v katerem teče tudi razprava o temu, da vendarle morajo paziti na to, da se ne bi zbudilo pri alternativi, se pravi pri strankah, ki so takrat še nastajale, kakšen tak poriv, da bi začeli razmišljati o samostojnosti. Dejansko se izkaže iz te dokumentacije, da je šlo za zelo močen spopad Miloševićevega koncepta, ki je hotel z vrha slovenske tedanje politike odplaviti to, kar je bilo, in nastaviti unitaristično, centralistično vodstvo po lastnem izbiru, ravno tako, kot je prej to delal v republikah in pokrajinah. Zdaj, ta ideja mitingi, odkot je prišla ta ideja? To je bilo takrat leta 88 oziroma 89. Prvi miting je bil 9. julija 88 v Novem Sadu. Prišlo je... Tisti je bil uspešen miting, za Miloševića? Ne, še prvič ne. Prvič ne. Je bilo še nekaj mitingov pozneje, potem je konec leta padlo novosadsko vodstvo, potem na začetku drugega leta padlo črnogorsko, pa zraven kosovsko, pa itak je šlo pa zraven, in to so bili mitingaši iz Kosova, se pravi Srbi in Črnogorci iz Kosova. To je bilo neko združenje za vrnitev Srbov na Kosovo, pozneje se je premenovalo v Božur, so se med sabo tudi precej kregali, Znan je Šolević, ki se je potem leta 93 govoril, da je bil itak mitingaška pest Slobodana Miloševića, potem je prišel Kecman na mest tega Šolevića, ista pakaža, iz iste rekel, sredine, vse je vodil Milošević oziroma njegovi podrepniki, Kertes, recimo Vojvodin in tako naprej. In to so bili te ljudje, ki so delali te mitinge, ki so bili seveda organizirani strani Miloševića, in so oni dejansko imeli velike uspehe. Ker prej je bilo predsedstvo Vojvodina, pa Črna gora, pa Kosovo je bilo še vedno ni bilo na srbski strani. Po tem mitingih je Milošević postavil svoje ljudi in je bilo potem skoraj prevagal v predsedstvo SFRJ, kar je bilo zelo pomembno. Dobre, zdaj, za hip te bom prekiniti, gremo na oglase, pa se potem takoj po oglasi vrnemo k akciji Sever oziroma k Udbi. Drage gledalke, spoštovani gledalci, gledate oddajo Faktor, sem Bojan Požar, pogovarjamo pa se o najnovejši knjigi Igorja Omerze, Udba in akcija Sever. Igor, zdaj smo imeli debato o tem, kako so se ti mitingi začeli v Srbiji, Črni gori in Vojvodini in tako dalje. Zdaj, kaj je bilo s Hrvaško oziroma kaj je bilo s Slovenijo? No, bili so največji, bilo pravzaprav ožji Srbi, ampak niso bili naperjeni proti... Ampak tam so se izkazali kot uspešni, ne? Ampak ne, v Srbiji pa niso bili proti Miloševiću. Vse ostalo, Kosovo, Črna gora, so bili proti takratnemu vodstvom v Republiki Črni gori in v pokrajinskih vodstvih Vojvodine, Kosova in Vojvodine. Kar se tiče Hrvaške, so poskušali, mislim, da so šli enkrat v Knin, drugače pa Hrvaška seveda Hrvaška ni bila primerna za srbske mitinge, tudi neki so v Bosni probavali, pa v Makedoniji so rekli, Makedonija je itak več ali manj že naša, tako da oni so pa že mesec potem, ko so prvi miting naredili v Novem Sadu, prvi miting prijavili v Sloveniji, se pravi avgusta 88. In seveda to so naši gladko odbili, takrat ni bilo še kakšnega velikega pompa, potem so hoteli pa delati drugi miting leta 89 po tistem znamenitem zborovanju v Cankarjevem domu. Marca so hoteli miting delati v Sloveniji, to je tudi slovenska politika takratna z levo roko odbila. No, najbolj resna zadeva pa potem napovedana 3. novembra oziroma 4. novembra, ta miting 1. decembra v Ljubljani, to je bilo pa resno, so se dobro pripravili, ta Božur, takratni odbor kosovski, in takrat se je pa seveda začelo eno zelo mučen mesec, poln napetosti, dogodkov, ali bojo prišli, ne bodo prišli. Vi morate vedeti, da je Bogdan Kecman, ki je bil takrat vodja tega, bo že rekel, da bo prišlo 500 000.
pa je to rekel enkrat 3 milijone, da bi prišli čarteri iz Kanade, iz ZDA, da bi pripeljali te mitingaše. Sekretar Božer je rekel, tekla bo kri, če bo 10 mrtvih, pa ne bo 10 mrtvih. Tako da je slovenska javnost je rekel, ponorela nekako in mediji naši. Alternativa je norela, Kmetič je prišel Slavko s svojim železničarskim sindikatom, rekel, po naših železnicah se te ljudje ne bojo prišli čez slovenske meje. In seveda politika je mogla temu slediti in potem je prišlo do tega, da se je v končni fazi celo postavila meja na Kolpi, da tako rečem, za mitingaše. En zanimiv kontekst bi še mogoče omenil, in sicer, da ko so na partiji razpravljali zadeve, jim je bilo točno jasno, da se znajo zgoditi take okoliščine z mitingom, ki bojo pripeljale do izrednih razmer, nekaj takega, kot je bilo naprimer na Kosovem, kjer bi lahko Jugoslovanska ljudska armada, ki je že imela težave s Slovenijo, po slovensko partijo, in hkrati beograjski vrh komunističen, odrezali se pravi vodstvo slovenske partije in ga nadomestili z tem unitarističnim vodstvom. Se pravi, samo hočem pojasniti še dodatno, kako bi ta mehanizem stekel, ker to, kar je Igor zdaj povedal, je zelo pomembno v tem kontekstu, da se je predvidevalo, da bojo nastajale izredne razmere, ki pa jih bo poli zvezdne ravni potrebno definitivno urejati in v tak kontekst spraviti. In to je bil eden večjih strahov slovenske partije, da se cilja prav v to smer. Posebej, ker je bil Ertl izjemno odločen in ni dopustil nikakršne drugega posredovanja na slovenskem teritoriju kot od milice in seveda službe državne varnosti. Ampak zdaj imamo, sta dva srečna. Ampak zdaj imamo samo še to, da šistimo, no. Imamo zdaj Miloševića, te tako ene Miloševićeve mitinge, ne? Ampak zdaj, zakaj pa knjiga Udba in akcija Sever? Zakaj naslov knjige Udba in akcija Sever? Zato, ker jaz hočem pokazati, da je tukaj slovenska Udba se postavlja v obrambo Slovenije oziroma slovenskega, normalno, ker je bila itak tajna politična policija slovenskega komunističnega vrha, se je postavila v obrambo tega vrha, s tem avtomatsko tudi v obrambo Slovenije. Mislim, bila sta dve srečni okoliščini. Vojska se je bala mitingov, ker se je razbijala Jugoslavija in ker je bila vojska večnacionalna, je vedela, da je razbijanje Jugoslavije na ta način lahko pelje do razbitja Jugoslovanske ljudske armade. Peter Gračanin, zvezni notranji minister, je celo rekel nekako podprl Ertla in te njegove ukrepe, zato ker je bil, čeprav Miloševićev človek, je bil pa hkrati tudi vojaški človek, ne, general. In to je bila srečna okoliščina takrat, da vojska je rekla, ostali bomo v kasarnah, oficirje bomo poslali na dopust, takrat je bil 29. november, 3 dni prosto, in vojska je takrat se odločila, da ne bo posredovala. Seveda, če je prišlo pa do kakšnega prilivanja krvi, pa do take situacije bi vojska lahko prišla s kasarn. To je bila nevarnost. Ne. Druga srečna okoliščina. Srbi niso, oziroma Milošević ni mogel najti enega Slovenca, ki bi bil kvizling v tem smislu, da bi ga lahko postavili ekipo. Kaj, iskali so jih? Kako? Seveda, oni so iskali Slovenca, ki bi govoril na tem mitingu. To se pa ne živeče Srbe v Sloveniji, kako? Prav, Slovence. Govorili bi predstavniki mitingarjev, ne? Ja. Božurja, se pravi Srbi, Slovenci, dajte razumeti, kaj se dogaja z nami na Kosovu in potem bi mogel govoriti en Slovenec. Slovenec iz Kosovega. In najdel se enega Jeriča, ne vem, niti imena niso povedali, Jeriča, ki je bil 30 let na Kosovu rudar, prišel v Slovenije, ki pa ni znal več slovensko. Zdaj si pa vi predstavljate, da bi govoril slovenc srbsko v Ljubljani. Nemogoče, to nihče ga ne bi sprejel v Sloveniji. In oni niso mogli kvizliga tukaj najti, da bi tukaj en Slovenc govoril na tem mitingu. Oni so celo spustili, bi rekel, lažne informacije, da bo Janša govoril. Si predstavljate, da bo Janša govoril na tem mitingu. To je bila neka, ki so te srbske nemire potaknili neko to informacijo, ali pa srbska Udba, ki je seveda tudi sodelovala tle, skušala tle neki, bi rekel, mešati karte, da bi Janša v kakšni vlogi? Da bi Janša govoril in napadel naš režim, kako ga je spravil v zapor, v tem smislu. V tem smislu, ja. Seveda to je bilo, Janša nikoli ne bi govoril na takem mitingu, to je popolna neumnost. Ne? Ampak oni so skušali to potakati. In isto problem je imela vojska, takrat, ko se je razbila Jugoslovanska partija, se pravi že leta 90. januarja, je hotela vojska
dobiti nekoga v Sloveniji, ki bi nadaljeval to, slovensko, da bi predstavljal slovensko partijo, novo slovensko partijo v zvezni partiji. Niso mogli enega človeka dobiti, to je pa neverjetno. V Sloveniji niso mogli dobiti enega kvizlinga, kaj šele ekipo, ki bi delala po navodilih Miloševića ali pa vojska. Ampak kaj recimo vam to pove, da Srbija smo Slovenci strašno, da ne pustimo, da nam tujci vladajo, ne, in takrat v tem smislu niso najdeli kvizlinga, da tako rečem. Ga ni bilo, so ga iskali in vojska, in Milošević, in mitingaši. In kot sem povedal, dobili sem enega Rudarja, ki ni za slovensko. Ampak koliko pa je bilo, recimo sploh, zdaj, ko pogledamo recimo nazaj po vseh teh znanih dejstvih in tako dalje, koliko je bilo sploh možno, da se takšen miting izpelje? Bilo je možno, ne. Oni so bili organizirani, njim so plačevali pot, če nekaj so jim dali za pot, se pravi, pridejo z vlaki, sigurno bi se jih lahko zbrali 10-20 tisoč. In to je bilo dovolj, da naredijo tle kraval v Sloveniji. Poglejte, Albanci v tujini, v Sloveniji, potem tudi, drugi emigranti. V knjigi piše, da so skušali prijeti, so rekli, prihajamo v Slovenijo in bomo streljali te mitingaše srbske. Srbski mitingaši so to zvedeli in so rekli, imamo s sabo orožje, če nas bodo drugi streljali. En slovenski duhovnik je rekel, bom šel v Turen frančiškanske cerkve in streljal po mitingaših. Lovci so rekli, bomo šli s puškam, slovenski lovci pa bomo delali svojimi puškami. Potem so se prišel nek kozjanski odred iz druge svetovne vojne in rekel, pisal na naše organe, mi bomo minirali progo pri Zidanem mostu. Teh je bilo ogromno, konfliktov je bilo v zraku nešteto, zato ker so božurjevci tudi grozili, da bojo tle prilivali kri. In to Slovenci seveda so ponoreli, da tako rečem. Če gledaš ti takratne časopise, to ni bilo enega, ki bi dal neko sploh, to je bilo samo, navijaško proti temu. In to so bile cele plahte v časopisih. To je bilo strašno razburjenje. Kakšno je bila pa takrat recimo razpoloženje med temi tukaj živečimi Srbi? Zdaj ti omenjaš nekaj imen, ne? Med njimi tudi Perana Boškovića, ki je še sedaj par tukaj, ne? Bošković se je bal, ne, da bi cerkev vpletel v te zadeve, da bi se to stvar politizirala. On je nekako se skušal držati od zadaj in bil v taki neki dilemi, ne. Hkrati so Srbi vanga polagali, so se čutili tudi tle neki prikrajšane v Sloveniji, pa čutili so se prikrajšane na Kosovu, tudi v Sloveniji živeči Srbi, ne vsi, ne. In je igral neko tako oportunistično vlogo. Jaz imam tudi hrvaške dokumente, kako je poročal Zagreb, kaj se tukaj dogaja in tako naprej, tako da ta vloga njegova in Udba ga je seveda imela popolnoma pod kontrolo tukaj v Sloveniji, tako da se veliko novega boste zvedeli, če boste to prebrali. To so pa imeli celice, tle neke celice, v Sevnici je bil Krste Bjelić, novinar, poročen Slovenko, ki strašno svinjal po časopisih srbskih po Sloveniji. Potem si imel tle srbske dopisnike, Damjanovićeva, Duša, pa Aleksandra Plavelski, pa si imel neke celice v Novi Gorici, pa si imel v Krškem, pa si imel potem seveda tudi neke slovenske celice, recimo Štorman, Alojs, kako je že bil, Alojs Štorman, ja. Ki je skušal svoje ekipe sem prijeti, pa toč se s temi mitingarji. Se pravi, v Ljubljani praktično ni bilo tega toliko, to so stali nek srbski klub Sava. To nisem pa razumel, Štorman, kako? Štorman ni bil pa, niso se pojavili, samo srbski nacionalisti, tudi slovenski so šli gor, da bo šli v Ljubljano in bo obračunali s temi mitingaši. Ste imeli napete situacije. Tako da tega je bilo veliko. Zanimivo pa, da te srbske vasi v Beli krajini, katere so hoteli infiltrirati Miloševićevi ljudje, niso imeli uspeha. Tako da so te srbske vasi niso hotele stopiti skupaj s temi. Pa pišeš o peticiji, ne? Peticija Srbov iz obale, ne? Srbov iz obale, 14, kateri je podpisal, to je zanimivo, da on še vedno ne. Oče Branka Masleše so bili proti mitingu. Se pravi, imel si neke srbske ljudi tukaj, Srbe, ki so bili proti, pa neke celice, ki jih je Udba popolnoma pokrivala in ki so pa seveda bili, recimo, zanimivo po Ljubljani še doktor Macura, kako mu že ime, sem pozabil, Macura in ta znani ortoped, in ki pa je celo vodil en pripravljalni odbor za te... To je ta Marojević, kako, ne? Marojević je pa
spet ni čista funkcija. On je tudi bolj hotel voditi Srbe v Sloveniji. Samo on je potem stranko delal tudi politično. Ja, ne, srpsko, on je hotel Srbe v Sloveniji voditi in preko tega imeti neko moč. On je vedel, da te mitingaši ljudje ne sprejemajo in je vedel, da mu bo to škodovalo. Tako da je igral neko oportunistično vlogo, kar je natančno opisana v knjigi. Tako da tega je veliko, ne? In to so vsi dokumenti, ki so prvič objavljeni. To pa mene, kot sem že prej rekel, zelo čudi, ne? Da tudi te Združene Sever je zelo dobro obdelalo, rekel, vlogo milice, predvsem odlična knjiga Antona Bukovnika Sever, ampak Udbe se pa praktično ne dotika, kot da se bojijo Udbo omenjati v zvezi z akcijo Sever. Rado, izvoli, si hotel dodati nekaj? Ne, jaz sem v bistvu samo, ko smo bili še zelo zgodaj v debati, hotel povedati, da je knjiga neprecenljiva, ker pokaže vse vzorce delovanja srbskega prebivalstva v Sloveniji, resen odpor belokranjskih Srbov do tega, da bi se sestavila krajina, kakor se pa sestavila. Se pa čujem aktiv poji, recimo zdaj omenjaš belokranjske Srbe, prej smo omenjali Srbe iz obale, ne? A so to bili, kako bi rekel, spontani ali je bilo to z naše strani oziroma slovenske strani Ne, oni so enostavno organizirani? zavrnili, tam so Igor popisuje eno zgodbo, ko so imeli neko kulturno prireditev ob njihovem letnem prazniku, žal sem pozabil, kje je, ampak je signifikanten. In tam so prišli neki Srbi iz Hrvaške in iz ožje Srbije, ki so začeli spuščati glasbo, ki je bila takrat identificirana z srbskim nacionalizmom in so enostavno te ljudje zabavo zapustili, niso hoteli biti del tega. Ne. Zato se mi zdi knjiga dobra, ker pokaže zelo veliko različnih reakcij srbskega prebivalstva v Sloveniji in tudi fenomen Dragiša Marojeviča pojasni mogoče na drugačen način, kot smo ga mi razumeli. Ni šlo za enega izjemno zagretega Miloševičevskega politika, ampak nekoga, ki je iskal tržno nišo na podlagi svoje nacionalnosti. To so, mislim, da je ene pomembne stvari, plus to, kar je Igor zdaj govoril v knjigi, zelo dobro razložen, zelo veliko tega je prihajalo, te organizacije, predvsem v Novi Gorici, pa med novinarji Sevnica, Novo mesto, Krško, je prihajalo ali z strani nekih povezav z JLA, Miloševičem neposredno, ali pa ljudi, ki so bili pomembni, ne samo Božo pa Solidarnost, ampak tudi knjižniški Srbi, naprimer Jovan Raškovič, ki je bil ključni element za ustanovitev Srpske demokratske stranke v Kninu in ki je tudi pripeljal Radovana Karadžiča v politiko. Se pravi, šli so z vso absolutno mašinerijo organizirati celice, ki bi pognale državo v izredno stanje prek mitinga. Pa zdaj, po vajnem mnenju, recimo, je Miloševič verjel, da lahko tukaj miting uspe? Ne, on je hotel, po mojem mnenju, jaz bom hiter, ker Igor ima sigurno več za tem povedati. Jaz mislim, da je on hotel z neko manjšo, blažjo destabilizacijo poskusiti, kaj se bo zgodilo v drugih republikah, kako bojo Srbi v Bosni reagirali, ker takrat se je v federaciji... Kaj reagirajo na podlagi mitinga v Sloveniji, kako? Ja, ker se je že začel preštevati. Kot nek test, kako? Ja, zdaj Miloševič je imel na svoji strani Črno Goro, Vojvodino, Kosovo, Srbijo, na drugi strani so bile Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina in Makedonija. Začela se je bitka za Bosno in tukaj je bilo treba videti, kako bi kakšni stresni scenariji, ki bi lahko se nadaljevali po drugih republikah, bili narejeni. On ni mogel resno verjeti in tudi na koncu to ni izpelo. Je bila pa to dober povod za to, da se je že zelo hmalu SZDL-ja začelo razpadanje na federativni ravni. Dobro je to ocenil Kučan na sestanku vrha slovenskih komunistov. Milan Kučan, ko je rekel, mi se en mesec ukvarjamo s tem mitingom, začne se pa proces proti Azemu Vlasiju, to je pa zdaj potisnjeno v ozadje. To je neka logika, kako ti preusmeriš pozornost z nekega političnega procesa, ki je res, rekel, montiran proces proti Vlasiju, preusmeriš in ta miting je dejansko preusmeril to politiko. Zdaj, Igor, ti si bral vse te dokumente in tako dalje, pa kot smo že prej ugotovili, bil si takrat tudi zraven. Pa povej mi, a je bilo ta vrh slovenske partije, jih je bilo strah? Mislim, oziroma, če jih je bilo strah, če jih je bilo upravičeno strah. Strah jih ni bilo, zato ker so vedeli, da imajo pozicijo, da lahko to preprečijo. Skratka, ni bilo fizično strah, kot da se... Ne, tega nisem opazil, ampak
vedeli pa so, če to dopustijo, da se tle razvije ta miting, da je njihova praktično, da v Slovencih ne bodo več, rekel, sploh upoštevali resno. In bila je dilema, se videla, ali jih ostaviti na meji, ali jih pustiti, da se v Ljubljani zlaje, da tako rečem, da se naredi nek kulturni molk, da se zaprejo lokali, pa naj svoje pojejo, pa naj grejo in tako naprej. To je bila neka dilema, ampak je bila, rekel, že recimo, jaz mislim, da je ključen element naredil Slavko Kmetič, ko je rekel, naš sindikat, neodvisni sindikat železničarjev, ne bo vozil vlakov mitingašov. Zdaj, on je postavil nek standard, ne? Po naših progah ne bojo šli, pika. In seveda, postavil je tako ostro, alternativa je bila ostra, javnost je bila razburjena in partija ni imela, vrh partije, Čeprav Kmetič predvidevam, da ni imel v mislih tega, kako bo s tem ubranil, ne, slovensko partijsko vodstvo. On je predvidel tudi generalni štrajk, ne, da naredimo generalni štrajk, da vse ustavimo, da enostavno blokiramo celo Slovenijo, to so bile resne grožnje in partija, tega se je pa Kučan bal. Ne. In potem bil pa najbolj napadalen, agresiven, je bil pa, moram reči, kapo dol, Jože Smole, ki je rekel, jaz sem Ljubljančan, v Ljubljano ne bojo prišli, ni govora, ne pustim jih, konc. Ne. In Kučan je pa še vedno mal manipuliral, da bi jih vendarle spustili, pa ne bi šli tako ostro, ker veste kaj, postavljati mejo znotraj države niso lahke zadeve, ne. Kako bi danes se ena Varda postavila na Trojanah mejo, kako bi to izpadlo, recimo. Ampak zdaj, Rado, ti v tvoji recenziji poleg Kučana pa Jožeta Smoleta omenjaš tudi Majdo Gaspari, ne? Ja, zakaj? Ja, ona je bila ena izmed ključnih oseb, ona je bila na temu, kar je danes v Sloveniji Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, se pravi, to je bila prej, kako je že za... Mislim, za začitev ustavne ureditve. Ja, in tam politični usmerjevalni nadzor udbe. Ja, in tam so mogle padati odločitve, ki so bile vezane na aktivacijo službe državne varnosti in kar Igor zelo dobro popisuje, to je ena... Prej Igor je delal dosti na primerih, ne. Se pravi, imeli smo Agopa, imeli smo Bato Todoroviča, imel je kakšno akcijo opisano, ampak to je bila prvič totalna akcija službe državne varnosti v Sloveniji, da je pregledala vse. Ta mehanizem je fascinanten in v tem kontekstu... To pomeni, Rado, kaj je pregledala vse? Da je imela pod nadzorom absolutno vse nacionalistične aberacije. To, kar je Igor že govoril, od srbskega nacionalizma do slovenskega nacionalizma, albanskega nacionalizma. Hkrati je bila akcija še v tujini, ker je bil nadzor ne samo emigracije, ampak kako obveščevalne službe Avstrije, Italije in Nemčije zaznavajo ta problem. Se pravi, je nekaj totalnega bilo narejeno in to je ta prva taka knjiga, ki jo imamo, da vidimo, kako to totalno službe deluje in Majda Gaspari je bila seveda v tem kontekstu ključna, ker je usmerjala to delo. Zdaj, tam je še ena stvar, se mi zdi zanimiva, no, ker tudi ti se mi zdi omenjaš, Rado, ne poznam pa detajlov, ki jih Igor opiše v knjigi, ampak da naj bi bilo precej strah, ampak tudi fizično strah Albance živeče v Sloveniji, ne? Mogoče to Igor najlažje opiše, ker vem, da je Igor delal tudi širše na Jaz točno ne vem, kako je to razmerje številčno med Srbi pa med Albanci takrat bilo tukaj, ampak očitno jih je bilo strah, da predvidevam, po tem, kar se takrat tudi dogajalo na Kosovu. Ne? Ja, jaz bom samo na hitro, kolikor iz Igorjeve knjige izhaja, največje društvo Migjeni je vzelo neutralno pozicijo, se pravi, ni hotlo jeti. Oni Albanci opozarjajo, ne delajo konfliktov v Srbiji, ker so bili močne tenzije, da prihajajo Albanci iz tujine, da bodo tu Albanci tukaj živeči. Največ vi morate razumeti, Albanija je bila takrat Indija koromandija za Albance, oziroma za ljudi iz Kosova. Na Kosovu je bilo strašno preganjanje, ne, se vemo, ne, so bili mrtvi, demonstracije, to je bilo veliko mrtvih ljudi. Preganjanje strašno, ne, in Albanci tukaj imeli nek azil znotraj Jugoslavije. Tle so živeli, bi rekel, malo karikiran, kot Bubreg v loju, ne, in zato so oni zainteresirani, da ta mitika ne pride, da tle ne prevlada neka srbska, bi rekel, orientacija politična, ker potem bi tudi po njih padli tukaj, ne. Tako da oni so bili seveda absolutno proti mitingu, Migneni je rekel, ne provocirati, ostanite doma, ne ven, ker bi lahko prišlo do fizičnih spopadov, do mrtvih. Njihovi protesti v Sloveniji so bili zelo merni, ki jih Igor popisuje. Seveda,
To je bilo operetno. Ne? Oni so šli en venc položiti, ene rože tamle na Trgu Revolucije, zdaj na Prešernovem spomeniku, en krajši gor, policija je rekla, razidite se, bilo jih je tam 50 do 100, iz tega so Srbi naredili pa strašno stvar v Beogradu, kako lahko Albanci mitigirajo, protestirajo, oni pa ne smejo v Ljubljani. Zdaj, če se vrnemo recimo za Himšek Ertl, ker imamo še 2 minute do konca. Zdaj, ta knjiga je pravzaprav potem, jaz čeprav razumem, nek pisni, dokumentiran dokaz, da si on nekako tistega državnega odlikovanja za to akcijo ne bi zaslužil, kako? Oziroma si ni zaslužil. A lahko jaz pa dodam pol, Igor, zaključno. Jaz mislim, da je v knjigi zelo dobro pokazan, da v trenutku, ko bi Ertl zaznal, da se v policiji in službi zbuja karkoli, kar bi bilo proslovensko in ne zgolj propartijsko, bi on to v kali zatrl, v žlici utopil te ljudi. Kljub temu mitingu in tako dalje. Tako. V nagradi piše, da je v bistvu proglaša Ertla za osamosvojitelja, da je nadaljeval potem še z osamosvojitvimi dejanji po mitingu. To je enostavno ena velika laž in prevara. Ampak zakaj so mu potem dali priznanje? Zato, ker mislim, da mu je Türk nekaj dolžen iz tega policijskega vidika. Ker jaz sem dokazal, da so hoteli vrbovati Türka kot sodelavca UDBE, naprej dokumentov nisem našel sem pa, da informiral visokega udbovca v določenih stvareh znotraj SZDL-ja. Se pravi, da je nek informator. In Ertl je vse to vedel, verjetno veliko več kot jaz, ker večina dokumentov je uničena z tega obdobja. In morda se je čutil dolžnega, da si zaščiti hrbet, da ne bi Ertl kdajkoli pa kdo od njegovih kaj povedal njemu. To je moje mnenje. Jaz povem mnenje. Ne morem tega, če bi to vedel, bi napisal, če imel dokumente. Tako da mislim, da je Türk tle naredil politični samomor, ker mislim, da ga je to stalo druge izvolitve. Ne bi šel zdaj v analizo. Ja, to je bila ena od tistih, stvari. Gotovo, pa tam huda jama. In potem, ko je šel drugi krog z Borutom Pahorjem, desnica ni imel šans, da bi kakršen koli glas. Ampak kljub temu tudi leve glasove. Ampak kljub temu ni to ocenil in je šel, bom rekel, podeljevati odlikovanje. To je zame nerazumna poteza, pa krivična zgodovinskega vidika. Ne moreš nekoga, jaz nimam nič proti, če je bil Ertl za avnojsko Jugoslavijo v redu, to je bilo politično stališče, ampak ne moreš potem nekoga za to nagraditi, da je bil osamosvojitelj. Tako, da on hoče stanovnika mu postavil spomenik, Janković, pa je bil tudi do konca za to avnojsko Jugoslavijo. To pač ne gre, Ne postavljamo spomenike ljudem, ki so bili za Jugoslavijo, če smo slovenska država. Kakšne temelje bomo pa imeli, če bomo imeli kipe za ljudi, ki so bili proti Sloveniji, proti slovenski osamosvojitvi? Nerazumljivo. Rado, boš tukaj še kaj dodal? Pač nerazumno je. Saj vsi razumemo, da je Ertl bil tisti, ki je obranil slovensko partijo pred Miloševićevo partijo. To si zdaj dobro tako formuliral. Tako je, in da je tudi tisti, ki je obranil to pozicijo, da slovenska partija znotraj Jugoslavije živi politično življenje, tako kot si sama to odloči, ne kot ni Milošević določi. In tukaj ni nič spornega. Osamosvojitev pa ni njegova zgodba. Se pravi, to odlikovanje je zamenjava teze. Tudi akcija miting je bila politično zaukazana Ertlu. To ni njegova akcija. On je celo prej rekel, mi ne bomo ustavljali Srbov oziroma mitingašov na meji. Če prav razumem jaz knjigo, on je celo dobil ukaz, poslancev. On je dobil ukaz. Če treba koga nagraditi za akcijo Sever, je to Jože Smole in je to slovenska skupščina. Oni so potrdili to, da se lahko ustavijo mitingaši na slovenski meji. Še Majda Gaspari je prej na spisku celo. Dobro, Igor, najlepša hvala. Rado, najlepša hvala, da si prišel v studio. Igor, želim ti čim bolj uspešno prodajo knjige. Vidim, da stvari so zanimive. Jutri je pa predstavitev, v kavarni Sem. Mislim, da je pojutri. Ne, v sredo, pardon. V sredo. Skratka, v sredo, kdaj? Ob 18. v kavarni Sem, Metelkova 2, se pravi, to je znotraj etnografskega muzeja. Skratka, vabljeni. To je bil današnji že 455. predpoletni Faktor. Mi pa se spet vidimo jutri ob istem času na TV3 in seveda ne pozabite, ostanite zdravi.